Peter, sem prepričan, da ti poznaš tisto, prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi. To ni več moja stranka, ne. Razmere so se poglobile celo. Se bo išlo, ali to še en račun je brez krčmarja. In rejtingov ne bo nazaj za Roberta, Marti pa ostane polna torba denarja. Dobrodošli na tedenski safari po politični savani, v podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Oziroma levi in desni, kakor je pač komu ljubše. Ja, v savano je dokončno prišla jesen in tale dež je padel kot curek mrzle vode na razbeljeno ponu z vročim oljem. Z vami pa sva Mirko Majer in Peter Mrše. Pa, da ne zavlačujeva, pojdiva kar direktno na tokratni ulov tedna, ni druge kot... Marsikdo se je ujel. Marsikdo se je ujel v tej sagi, ne, okrog komisarskega izbiranja kandidatov. Ne. Čeprav je Slovenija bila prva, ki je določila svojega komisarskega kandidata, je zdaj dejansko zadnja, ki ime pošilja v Bruselj, oziroma ga še celo ni. Ne. Peter, sem prepričan, da ti poznaš tisto, prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi, tako da smo tudi v Sloveniji kar strokovnjaki za takšne preobrate. Sicer pa ja, če gremo po kriterijih, ki jih ima za komisarske kandidate nekako postavljene predsednica Evropske komisije von der Leyen, je rekla, mora biti ženska oziroma preferira ženske kandidate do tiste kvote pol-pol, ne, in naj bo to čim bolj izkušen politik oziroma diplomat. Torej bi morala dobiti iz Slovenije bolj Tanjo Fajon, dobila pa je bolj Marto Kos, če se malo bondovsko izrazim. Tako je, ne, če greva na hitro po kompetencah. Tanja Fajon, kakorkoli, bila komu všeč ali manj všeč, je nekdanja evropska poslanka, je nekdanja predsednica vladne stranke SD, še vedno je podpredsednica slovenske vlade in aktualna zunanja ministrica. Na drugi strani je Marta Kos bila pred več kot desetletjem en mandat veleposlanica v Nemčiji, potem pa mislim, da med 2017 in 2020 nepoln mandat v Švici, odkoder se je tudi malo skrivnostno predčasno poslavljala z nekimi očitki o šikaniranju zaposlenih. Tako da bi pravzaprav v SD-ju lahko malo bolj odločno stopili v bran svoji nekdanji predsednici. Pa so pravzaprav stopili nazaj, trdijo celo, da Tanja Fajon to ni zanimalo, ne, zdaj, kar je sicer kot političnim insajderjem nekoliko nenavadno, govori se celo zelo jasno in konkretno, da so celo evropski socialisti lobirali za to, da bi Tanja Fajon bila kandidatka iz Slovenije, ne, pa so se potem potegnili nazaj. Ne. Ja, tako. Prejšnjič v prvi epizodi omenila neko servilnost koalicijskih partnerjev in tu se je konkretno še enkrat pokazala servilnost kar precejšnja stranke SD. Trdim še vedno, da imajo primernejšo žensko kandidatko, če smo zelo suhoparni po teh kriterijih. Je pa samo njihova podpredsednica državnega zbora Meira Hot ob tem dodala, da so se kot stranka odrekli nominaciji svojega kandidata in da Tanja Fajon tega ni želela, kar res, kot omenjaš po nekih informacijah iz Bruslja, v bistvu niti ne drži. Zdaj, če se vrnem še malo na najino prvo epizodo, takrat sva rekla, Golob bo poskušal v nadaljevanju mandata malo miriti omrežja, tista, ki mu sporočajo na začetku vroče politične jeseni, da osebno tone, medtem ko je stranka Svoboda še vedno stabilna. Morda s tem imenovanjem Marte Kos tudi, da rečem, pokriva določen medijski pol ali pa pričakuje, da bo teh napadov iz določenih smeri nanj v nadaljevanju manj. Mi je pa kar malo vprašanje, če se ta njegova računica res izide. Ja, drži, ne. Zanimivo je pa tudi dogajanje v parlamentu, ne. Če se vrnem morda nazaj. Prejšnji teden oziroma pred 2 tednoma je nekako vesel, ne, na zaslišanju v parlamentu skoraj preroško izjavil, da je pravzaprav kriv, ker ni ženska. Ne. Ja. Ta zgodba pravzaprav okoli teh ženskih kvot se mi zdi precej bizarna, ne, v Sloveniji oziroma v Evropi nasplošno, da Ursula von der Leyen tako zelo vztraja s tem in pravzaprav s tem ponižuje, kot jaz vidim, pravzaprav kandidatko, ki je zdaj, ne, ker se zdi pravzaprav, kot da je nek placeholder za ženske kvote, ne pa zato, ker bi bila izbrana kot najboljša kandidatka. Ne. Res je. Se mi pa zdi, ne, da vendarle komisarska saga, morava reči, ni ujela s spuščenimi hlačami samo aktualne vlade,
Seveda, kaj pa naj opozicija drugega reče, kot da ta zdaj uživa nizek mednarodni ugled in da je nesposobna. Po drugi strani so imeli pa okrog tega, da nadaljujeva najno konsistentnost, ravno okoli Tomaža Vesela neko svojo oranžno koalicijo v ozadju. Ja, pravzaprav so se, kakor je znano, se je Tomaž Vesel srečal z vsemi strankami, tudi z opozicijskimi. Celo naj bi 3 ure govoril z Janezom Janšo oziroma stranko SDS in na koncu ni bilo nobenega glasu proti, zdaj pa pravzaprav so v situaciji, ko zdaj oni branijo Vesela, oziroma z nekimi proceduralnimi zapleti, pravzaprav podaljšujejo sam proces imenovanja. Veš, ko pravijo, da bi radi videli pismo von der Leyenove, zakaj točno, zveni skoraj tako, kot zakaj točno naš Tomaž Vesel ni uspel s kandidaturo, čeprav ni bil njihov. Poglejva, kaj je povedal predsednik odbora za zunanje in evropske zadeve. Ki ima v rokah škarje in platno glede dinamike sklica seje in potrditve Marte Kos. Pravzaprav tisti, ki ga cela Evropa čaka. Tako je. Zdaj, predstavnik Slovenije, gospod Vesel, je nenazadnje bil nekaj mesecev znan, nekaj mesecev se je lahko pripravljal tudi na zagovor pred komisijo. Jaz mislim, da tudi sedanja nova kandidatka, ki jo vlada predlaga, rabi tudi mogoče malo več kot pa 8 ur, da se predstavi parlamentarnemu odboru. Izredna seja, rok je 14 dni, tukaj pa gre za neke pobožne želje predsednice Evropske komisije, ki kaže nek ponižujoč odnos do slovenske vlade in tudi države. Ja, Peter, ko govori o dodatnem času za pripravo, da se kandidatka predstavi, je to kar cinizem na nivoju kakšne Ježkove satire za Ježkovo nagrado. Sicer pa kaj osebno praviš o tem blokiranju sklica komisije, zaradi katere dejansko zdaj Evropa in von der Leyen čakajo samo še Slovenijo? Zdaj, če bi bili malo nesramni, jim je Urška Klakočar Zupančič vrnila uslugo, češ, da jim daje več časa za pripravo tiste preiskovalne komisije, ki jo sama blokira, pa bo o tem nekoliko kasneje. Zdaj, glede same te blokade, kakorkoli po eni strani se zdi bizarno, da en poslanec opozicijske stranke v Sloveniji blokira celoten proces imenovanja evropskih komisarjev oziroma Evropske komisije, je treba nekaj tudi priznati. Pravzaprav odnos Ursule von der Leyen do Slovenije je bil izrazito podcenjujoč. Torej, v Sloveniji se je pravzaprav celotna politika poenotila okoli kandidata Tomaža Vesela, karkoli si že o njem kdo misli, ne glede na to, kaj je o njem pisala, recimo Nova 24 TV in tako naprej. In kot prvi smo ga poslali v Bruselj, ona je zdaj to izsilila zaradi teh svojih želja po ženskih kvotah. In na tej točki mislim, da niti ni tako zelo kaj očitati, da pravzaprav zdaj si je slovenski parlament tudi vzel čas, še posebej ob dejstvu, da želi SDS videti to pismo, ki bi bilo verjetno tudi za javnost zanimivo. Zdaj, glede tega za javnost ne vem, kolikor vem, ker so bile že v preteklosti kdaj dileme okrog razkritja internih korespondenc iz Bruslja v Slovenijo. Mislim, da določeno oznako zaupnosti vse to ima. Sem pa prepričan, se strinjam v tem delu s tabo, da bi se lahko, če so to zaupne stvari, seznanili s tem vsaj na kakšni zaprti seji v parlamentu. Je pa vprašanje, kako hitro bi seveda vse zašlo v slovensko javnost. Morava seveda reči še kakšno o Marti Kos, ker na drugi strani je pa fascinantno tudi, koliko zarečenega kruha je sama pojedla v enem samem dnevu na račun te svoje kandidature. Da malo spomnim, jeseni 2022 je ekspresno, ko so prve ankete oziroma, če se vrnem na omrežja, pokazala, da ona ni ta, ki bo slavila na predsedniških volitvah, je umaknila kandidaturo za predsednico. Bila umaknjena, kot se je Bila govorilo, umaknjena, malo me to spomni tudi na tisto vržena čez ramo. No in potem ob aferi Bobnar, ko je šlo spet za ženske kvote v vladi, je nekako iz solidarnosti do nekdanje notranje ministrice, ki je tudi sama spregovorila javno o pritiskih Roberta Goloba, še vrnila najprej podpredsedniško mesto v Gibanju Svobode in kasneje še dokaj odmevno izstopila iz stranke z besedami, to ni več moja stranka. Poglejva si ta njen prehod iz ene Marte Kos v drugo. To ne bo moja zgodba, to bo naša zgodba. Ponosna sem, da sem predstavnica tistih naprednih sil, ki so po 2 težkih letih nazadnjaštva vrnile ljudem dostojanstvo in zaupanje v prihodnost.
Skratka, to je bila napoved kandidature, ne? Potem, ko je pa izstopila iz stranke, ne, pa lahko poslušamo, to ni več moja stranka, ne? Razmere so se poglobile celo, ne? In se zaostrujejo in sama sem vedno skrbela za demokratična načela, torej očitno od tam, kjer odhaja tega Izrecno ni, je takrat govorila o izgubi zaupanja v premijeja osebno, ne? Zato je vse skupaj še malo bolj zanimivo. Sploh ob tej naslednji izjavi. Tako je. Zaupanja po zgodbi predsedniške kampanje ni bilo več, zdaj pa je. Zdi se, da je ta salto mortale še celo njej smešen. Ja, smešno je res. V celem tednu se mi pa zdi, da se niti trudila nista ne eden, ne drugi pojasniti, odkot to ponovno rojeno zaupanje med njima, a ne, da ne govorimo o tem zarečenem kruhu, Lenarta Žavbija, ne, ki govori, da je bila to ne samo vrnitev Marte Kos, ampak katarza, očiščenje. Očiščenje, ne. Ta njegov kolaž izjav z tega tedna je pa tudi vreden ogleda. Mislim, da ja. Najprej ena velika zahvala Tomažu Veselu. On je tudi na osebni ravni storil, se bil pripravljen žrtvovati za Slovenijo, delati za dobro Slovenije. Zato njemu gre v prvi vrsti ena velika zahvala za opravljeno delo in za ves trud, ki ga je v to vložil. Jaz bom zelo iskreno na tem mestu o kandidatki za evropsko komisarko. In jaz moram biti zelo iskren. To je bilo eno prav katarzično srečanje. Še enkrat se mu najlepše zahvaljujem za vso delo in trud, ki ga je opravil. Jaz mislim, da bi bil tako on kot zdajšnja kandidatka bi bila oziroma bo dobra komisarka. Mislim, da smo lahko še več. Mislim, da smo lahko v Sloveniji izjemno ponosni, da imamo take ljudi, kot sta Tomaž Vesel in Marta Kos. Jaz sem še mu zahvalil, da že dvakrat, tako sem mu še tretjič, jaz sem z njim izjemno dober odnos, koliko imam z zdajšnjo kandidatko za komisarko. Ja. Jaz se zahvaljujem prejšnjemu kandidatu Tomažu Veselu. Po mojem osebnem mnenju in po mnenju vseh, se mi zdi, vseh članov koalicije, bil kompetenten kandidat. Zakaj? Tomaž Vesel, še enkrat se mu zelo zahvaljujem. In zdajšnja kompetenčna, izjemno kompetentna kandidatka Marta Kos. Ne vem, če nisva Peter naštela 5-krat ali 6-krat hvala, sicer pa veš, kako pravi tisti stari slovenski rek, da se hvala bolj pod mizo vala, ne, tako da si bo Tomaž Vesel z njo bolj težko pomagal. Lahko pa tole komentiram, tudi sicer si nekako to mislimo o poslancu Žavbiju, da je eden od bolj hvaležnih kadrov Gibanja Svobode, tudi za ta namen, da ga potem ob velikih fiaskih in sramotah vlačijo po različnih medijih, da opravičuje vse skupaj. Sicer pa, če bo pa že kdo hvaležen, ne, za vse skupaj, pa to predvsem Marta Kos, glede na to, da uradno nista pojasnila z Golobom, odkot novo zaupanje, si lahko javnost kar sama ustvari mnenje, da je približno 25,000 razlogov na mesec neto, bolj kot ne ob vseh dodatkih, da je pač zaupanje kar naenkrat nazaj. Ob tem je treba poudariti še nekaj. Ne? Golob je Marto Kos vabil že na listo za evropske volitve, češ, da bi bila komisarka, če gre kot nosilka liste, pri čemer je seveda to bila bistveno bolj tvegana pot, ne? Predvsem pa tudi lahko past, ne? Ker vemo namreč pol leta po izvolitvi za evropskega poslanca, pravzaprav funkcije ne moreš brez škode zapustiti. Ne? Ja. In v tem primeru bi verjetno Marta Kos, če bi bila izvoljena za evropsko poslanko, si obrisala pod nosom pod komisarskim mestom. To je tista aprilska kupčija, mislim, da se je ravno v savano pritajilo lepše vreme, ena od prvih sončnih sobot ali nedelj, ko so imeli tisti piknik ob Zbirskem jezeru in je te dni predsednik NSI Matej Tonin kar slikovito opisal cel postopek kot piknik diplomacijo. Ja, takrat je imela Marta Kos na mizi paketno ponudbo, vodiš listo za evropske volitve od Svobode, si zraven še glavna kandidatka za komisarko. To, kar omenjaš, da oboje v bistvu ne gre, biti europoslanec in komisar, jaz iskreno res ne bi bil niti najmanj presenečen, ukolikor Robert Golob kot, bodimo iskreni in poglejmo v politično preteklost, tretja liga pokojne LDS preprosto ni vedel, da to ne gre. Bom pa rekel nekaj glede Marte Kos. Na to pozicijo zdaj v bistvu vstopa razbremenjena strankarskih spon. Sama je povedala, nisem več članica stranke, celo te dni je sama opozorila na to, da je njo potrdila vlada in ne Golob osebno ali pa Gibanje Svoboda. Tako da se mi postavlja malo tako retorično vprašanje, ne, ko je Robert Golob v luči prihodnjih volitev odločilno rabil, kaj točno bo storila v tistih dneh iz te funkcije v Bruslju. Bo povedala kaj lepega o tem vladnem mandatu ali morda zabila še zadnji klin v
zgodbo zatona. Mislim, da je odvisno od tega, kaj bo takrat v njenem interesu. Na to zgodbo komisarstva bi dodal samo še nekaj, ne, glede kompetentnosti Roberta Goloba in tega. Ne. Ni bila Slovenija edina država, na katero se je pritiskalo, naj imenuje žensko. Recimo Malta se ni zlomila in ohranila svojega kandidata. Romunija, ki pa je zamenjala kandidata, pa je to naredila tako, da si je izpogajala neko pomembnejše komisarsko mesto na ta račun. Mi še vedno ne vemo niti, katero komisarsko mesto si je Slovenija izpogajala, oziroma si ga zelo verjetno ni, ker, ne, kot smo lahko slišali zadnje dni, pač še vedno čakamo, ker ne vemo, katero komisarsko mesto bo Marti Kos sploh dodeljeno. Je pa tudi nekaj, von der Leyen je gotovo prvič v življenju v Google iskalniku pisala Franc Breznik. Skoraj zagotovo. Ne? No, in ko smo malo pri bizarnih vidikih vsega skupaj, bizarno je pa tudi iskanje, skoraj da ga že ne iščejo po Googlu, obrambnega ministra, še nekaj tednov je časa, da se formalno odločijo, kdo to bo, v nedogled pač vršilci dolžnosti ne gre. In tako je, ne. Počitnice so mimo, Rudi Medved, ki se ga je omenjalo v teh kombinacijah, je kar nenadoma upokojen. Kar je zelo nenavadno, ne? Ker Rudi Medved se je omenil kot resen kandidat za ministra, ampak kot tistega slamnatega ministra, ki bi ga upravljal nekdo iz ozadja, pa se očitno rajši odpravil v penzijo, kot pa, čeprav je bilo to zelo nenadoma, ne? Kot da bi postal minister na upravljavcu. Kot da bi upravljal funkcijo vladnega drona, ja. Podobno, sicer z nekega drugega začetnega kreda, kot mastermind iz ozadja oziroma nekdo, ki vleče niti raje v zakulisju, Damir Črnčec očitno ne želi stopiti v ospredje, kar je do neke mere razumljivo z njegove pozicije. Tudi nima podpore vladne koalicije, veš, da so socialni demokrati sicer bolj kot tihe miške vedno omenjali tiste njegove stare tvite o migrantih in podobno, kar jih še vedno moti. In zdaj Golob, kar smo pa tudi že vajeni z kakšnega drugega resorja, išče že v lastni poslanski skupini in omenjajo se kar impozantna imena. V bistvu, med prvimi trenutni predsednik odbora za obrambo, Martin Premk, ki pa ima določene težave. Ne? Pa še najbolj logično bi bilo, ne? Ker če nekomu daš zavoditi ta parlamentarni odbor, je že tako prvi, ki komunicira z ministrstvom za obrambo, ampak ima težave, kot praviš, ker se je izpostavil kot izrazito proruski v tem konfliktu Rusije in Ukrajine in ima menda tudi premier Golob z njim zaradi tega vsaj PR težavo, če že nekakšne večje. Slišal pa sem, da so se potem, ko ni bil ne Medved, ne Črnčec, pa ko tudi Premk ni sprejemljiv za vse, odločili, da ministra iščejo tudi s pomočjo agencije Valicon in internih meritev na fokusnih skupinah, kar je pa tudi kar zanimivo. Omenjalo se je pa več imen, enega so pravzaprav že videla, morda je to njegovo hoja v žerjavico, pravzaprav želja po tej ambicija po napredovanju v ministra, ampak zdi se, da tudi Lenart Žavbi Lenart Žavbi se je dejansko kot, mislim, da drugi najmlajši poslanec Gibanja Svobode omenjal ta teden v zakulisju kot kandidat za obrambnega ministra. Vsekakor mu ne moreva očitati, da ni hvaležen kandidat za to funkcijo. In pa njegova nekoliko izkušenejša, starejša poslanska kolegica Nataša Avšič Bogovič. Še pred tem, da je zmeda popolna, mislim, da je to zdaj že 6. ime, ki ga bova omenila, je pa ponudbo dobil tudi državni sekretar v Golobovem kabinetu Vojko Volk, ki pa si želi ostati na trenutni funkciji. In zdaj Peter, zadnja off the record informacija in menda ta celo najbolj drži in je kakšnih 90% možnosti, da tako tudi bo, naj bi bil obrambni minister v kvoti Svobode, vodja njihove poslanske skupine, Borut Sajovic, nekdanji tržiški župan, znan predvsem po tistem stavku, da vlada dela dobro. To so že pri dronih in robotih. Tako, tudi malo tako ChatGPT zveni vse skupaj. Sicer pa veš, kaj naj bi bila glavna kompetenca za razliko od Nataše Avšič Bogovič, da Borut Sajovic govori angleško. Ona pa ne. No, to pa je kompetenca. To pa je kompetenca. Tako kot se pokazali na koalicijskem vrhu, kjer, kot smo lahko slišali, ni bilo govora o novem obrambnem ministru, tudi ni bilo govora o mnogih drugih odprtih temah vlade, recimo komisarski sagi. Smo pa lahko slišali, da je vlada zelo uspešna pri svojem delu, da je izpolnila že 25% koalicijske pogodbe in da je 3/4 koalicijske pogodbe že v delu. Ja, povzetek tega sestanka je res bizaren. Se pravi, mislim, da je premier rekel nekako tako, seveda poenostavljam, Slovenija je čudovita država, potem je Sajovic rekel, 3/4 stvari imamo na 2/3 še popolnoma odprtih in potem je premier nekaj rekel, kar je pa roko na srce rekel že leta 2022,
nimamo več desne vlade. Tako da lahko sklepam, da je po dobrih 2 letih mandata največji dosežek aktualne vlade še vedno to, da Janez Janša ne vodi več te države. Pričemer je zanimivo, predlagam, da si pogledamo iz prejšnjih koalicijskih vrhov, pred približno letom dni, smo lahko vehementno poslušali, da leta 2023 bo leto reform, niti ene še nismo videli, pa smo že čez pol. To te pa moram popraviti. Videli smo, mislim, da ravno v letu 2024 edino reformo in to je nova pričeska. No, pričeska, ja, ampak teh reform, ki jih je vehementno napovedoval. In ne samo to, zdaj smo pa dobili pravzaprav nek osnutek ali pa prvi korak davčne reforme, ki pa je vse nasproti temu, kar želi gospodarstvo in kar je tudi pravzaprav Robert Golob še kot menedžer in na začetku svoje premierske kariere napovedoval. In kar želi očitno tudi gospodarski minister, vsaj če sodiva po izjavi, ki jo bova tudi videla v nadaljevanju. Pa kar poglejva. Je pa res ključno. To mora biti dogovor med socialnimi partnerji. To mora biti dogovor med, bom rekel, generacijski dogovor. In potem, in to govorim skozi, vsak dan bolj, ko bomo sprejeli takšno in drugačno davčno zakonodajo, za božjo voljo, pustimo potem nemir, da bojo lahko vsi imeli predvidljivo okolje, gospodarstvo, posameznik in tako naprej. Vemo, kje je problem. Preveč obdavčene plače, premalo obdavčena nepremičnine, kar se tiče 2., 3., 4., 5. stanovanja in tu mislim, da moramo na nek način narediti. To je, bom rekel, dogovor tudi z opozicijo. Ja, Peter, jaz sicer ne vem, komu ves čas ponavlja, ko pravi gospodarski minister Han, kaj vse želi, ker morda samemu sebi v ogledalo. Ne vem, ker na koncu ga očitno vsaj premier Golob in finančni minister Boštjančič, ki skrbita za te zadeve, očitno ne slišita. Že prvi paket teh sprememb je ravno vse obratno kot to, kar slišimo. Vemo, kaj je treba narediti, ampak očitno delamo pa vse drugače. Nekako čistega vina lahko rečeva, mu je ta teden nalil tudi predsednik državnega sveta. Tako je, in to z recimo nadpovprečno že politično obarvano izjavo v smislu neke sugestije, kaj naj aktualni minister stori. Pa predlagam, da tudi to pogledamo. Seveda, to lahko razumem tudi na ta način, da je bil proti tudi aktualni minister gospod Han in pričakujem predvsem od njega in pa njegovih glasov v državnem zboru, da na ta način tudi glasuje, to se pravi proti. Ja, Matjaž Han je tudi že prej tem davčnim reformam nekako dal vprašaj in tukaj ga zdaj pravzaprav Lotrič izziva, se mi zdi, ali je zmožna SD pravzaprav zadržati te svoje stališča in se ne pokoriti vladi, ali bodo pohlevno, kot vedno do zdaj, dali vse svoje glasove koaliciji, kot je bilo nekako v navadi. Se je pa pravzaprav te dni razširila še ena informacija, ne glede Lotriča. Ja, zdaj, kakorkoli obrneva skozi take nastope, se Marko Lotrič ne profilira samo kot zaveznik gospodarstva, je tudi uspešen podjetnik, ki je firmo predal otrokom, pa seveda že zaradi tega nastopa kot branik bolj vitke in bolj privlačne države, se profilira tudi vedno bolj kot politika. In Reporter se je te dni razpisal o tako malo zlovešč je bil naslov kot o neki hudobni stranki kapitala, kar itak je najhujši greh, če slučajno kdo ima denar v Sloveniji. O stranki, v katere ozadju naj bi stal predsednik poslovnega kluba Joc Pečečnik, ki naj bi stavil nekako, ko sva prej govorila o dronih in robotih, še na Mateja Tonina in Anžeta Logarja, bi pa vendarle ob tej publiciteti sam dodal, da je očitno Marko Lotrič igralec, ki ne ustreza nikomur, ne Golobu, ne Janši. Na eni strani si ga vrhunski menedžer Robert Golob očitno ne želi za to menedžersko konkurenco v političnih vodah. To bo zelo huda konkurenca, če se pojavita recimo soočenje Golob kot menedžer v monopolnem podjetju in pa Lotrič v menedžer v podjetju, ki je iz nič pravzaprav nastalo skoraj da multinacionalka. In hkrati je pred državni svet tudi velik trn v peti aktualni vladi, ni pa tudi povsem na liniji recimo temu z Janezom Janšo. Res je, in tu je zanimiva anekdota, ne vem,
vem, če si to slišal iz časa, ko je Lotrič pravzaprav še niti ni bil resen kandidat za predsednika državnega sveta, šlo je bolj po inerciji in sicer tako, da je imel Janez Janša kot vodja opozicije idejo, da je potrebno podpreti njihovega svetnika, mislim, da se piše Kekec. Kekec, tako, Bojan Kekec, nekaj takega. Bilo pa je jasno po preštevanju glasov, kar so nekako svetniki seveda za zaprtimi vrati opravili med seboj, da Bojan Kekec nima nikakršnih možnosti realnih za izvolitev. In kontrakandidat je bil Jožef Školč, tako da bi v primeru ustrajanja na kandidatu Kekcu dejansko Školč kot eden najbolj levih predsednikov v zgodovini državnega sveta slavil zmago. Kar je pa zanimivo, da je v bistvu Janez Janša drvel proti scenariju, ki je tej rdeči strani ustrezal in mi to nekako spet zveni kot poteza v korist oranžne skupne ekipe. No, ampak kakorkoli, da se vrnem na Lotriča, argument, zakaj ne bi podprl Lotriča in SDS ga kasneje tudi v resnici ni pri tem kadrovskem postopku, ker menda predsednik SDS, tako naj bi povedal sam na zaprtem sestanku, Marka Lotriča, ki je bil takrat že podjetniška gazela in res uspešen podjetnik, ni našel na Googlu. Google sva danes že omenila večkrat. Tako je, ne? In Lotrič je potem pomagal pravzaprav po svoje prek državnega sveta tudi SDS-u in NSI-ju vzpostaviti to preiskovalno komisijo, ki so jo pravzaprav 2 leti neuspešno vzpostavljali. Zdaj so ugotovili nekako, da tudi z predsednikom iz vrst Svobode prav veliko ne morejo narediti, zato želijo vzpostaviti še eno, kar pa blokira Urška Klakočar Zupančič, ki očitno kupuje čas, da se uveljavi njen zakon, ki je mimogrede bil ta teden potrjen, ki bi bistveno omejil preiskovalne, se pravi te preiskave parlamenta. Ali pa, kot si lepo prej povedal sam, daje opoziciji čas za kvalitetno pripravo na preiskovalno komisijo, da bodo potem lahko res izvrstno preiskali nekdanje paradržavne posle Roberta Goloba. Ki pa vsekakor niso v interesu Zupančičevi, ker na ta način videli smo kako se je pravzaprav po tisti pokori praktično postavila v vlogo osebne borke lika in dela Roberta Goloba. Če uporabiva najin savanski žargon, potem, ko so ji odlovili v tisti noči dolgih nožev Mojco Pašek Šetinc, ki je morala iz stranke, je res se prelevila v zelo poslušno izvrševalko ukazov in branjenje lika in dela Roberta Goloba. Zdaj jo sicer slišim, opozicija bo kazensko ovadila zaradi zlorabe položaja, ker jih ovira. Sem pa slišal še eno off the record informacijo za to oddajo in sicer, da je na hodniku bilo naj bi približno 10 do 15 ljudi prisotnih pri tem nekem izbruhu njenem, neuradnem, zagrozila poslancema opozicije Janezu Ciglerju Kralju in mislim, da Danijelu Krivcu iz SDS-a, da si bosta že zapomnila te njune kazenske ovadbe, ker je sodnica in ker lahko poskrbi, da bo njena kontraovadba za krivo prijavo obravnavana prednostno prej kot pa njuni kazenski ovadbi, kar je pa kar malo zaskrbljujoče iz te pozicije moči. Ob tem je treba dodati še to, da pravzaprav s tem njenim spremenjenim zakonom se omogoča pravzaprav tistim, ki bi jih parlament preiskoval, pritožba na Ustavno sodišče. Kako deluje Ustavno sodišče, ki pa absolutno prednostno že 20 mesecev obravnava recimo novelo zakona o RTV Slovenija, se je pa tudi pokazal v zadnjem času, ko tukaj gre dejansko, pravzaprav se SDS-u in NSI-ju mudi, da še preden zakon stopi v veljavo, komisijo speljajo in tukaj pravzaprav Urška Klakočar Zupančič krši ustavo, ko tega ne daje na dnevni red. Ja, ko si pri prednostni obravnavi, se mi pa zdi, da podobno prednostno kot kakšno Ustavno sodišče z RTV, se tudi vlada loteva lanskih posledic katastrofalnih poplav. Mogoče na nivoju tega, ko je Urška Klakočar Zupančič v parlamentu povedala, da je izgubila svoj poslovnik in da zaradi tega... Začelo se je pa s tem, da je popolnoma vzrojila, ko je eden od poslancev opozicije pokazal leto dni staro Golobovo izjavo, vse veš tisto, v 3 mesecih bo stalo že ne vem koliko hiš in poglejmo, kako se je potem ta izbruh razpletel. Kolega ni bil žaljiv, ni jemal nobenemu dostojanstva, samo predvajal je resnico in jo komentiral. Prosim, da zagotovite spoštovanje poslovnika in normalno parlamentarno delo, predvsem pa opoziciji.
Brez skrbi bomo zagotovili, se strinjam z vami, seveda te meje, kako, kdaj je stališče, kdaj je razprava, so zelo mehke, se strinjam z vami, je težko včasih določiti. Mimogrede, če je kdo videl moj poslovnik, ki je lepo pobarvan z barvicami in označen, bi bila zelo hvaležna. Sem ga zgubila, namreč imam novega, pa zdaj le povem, če pa ga kdo našel, da mi ga prinese, bom prej našla ustrezne določbe. Ja, mi dva Peter ga sicer nimava, nisva ga našla in ga ne bova prinesla, lahko pa vedno oranžno barvico posodiva. Ne? Sicer pa na to temo dodam samo še leto dni kasneje, ne? Krajani Strug, od Boga pozabljeni, takrat tudi najhuje prizadeti, napovedujejo, da bodo protestno zaprli glavno cesto, ki še vedno ni sanirana, je še naprej nevarna, so brez pločnika, brez razsvetljave, skratka v temi. Podobno v temi, kot se mi zdi, da je na 2/3 mandata aktualna vlada. Ne. Ja, ki se zdi, da ni izgubila samo poslovnika pobarvanega z barvicami, ampak tudi vse nasvete zdravnikov. Ne. Pravzaprav te dni smo slišali, da prihaja nek osnutek tudi novega zdravstvenega zakona v obravnavo in ta ne bi pravzaprav preprečil kakršnokoli delovanje zdravnikov prek SP-jev in DO-jev. Vnesel bi neko novo podjemno pogodbo, ki ne bi bila davčno ugodnejša, kar mi je tudi zanimivo, zakaj samo za zdravnike, ne? Zakaj recimo zdravniki ne smejo delati prek SP-jev in DO-jev in pa tudi mislim, da so zdravniki jasno opozorili, ne, na veliko nevarnost, ki pravzaprav s tem preti. Ne? Ja, šefica zdravniške zbornice Bojana Bejović je zadela bistvo in pokazala, kako na vladi, preden so skočili in rekli hop, niso pomislili, kam skačejo. Imamo posamezne stroke, ki so izrazito zasebne in ne bodo nikoli recimo v večji meri v javnem sektorju. Recimo plastična kirurgija, da se nam ne bo zgodilo, da bomo ostali v državnih inštitucijah brez vrhunskih kirurgov na tem področju. Ja, kar je seveda problema, ne? Ker plastični kirurgi pri samoplačnikih vemo, ne, da se v glavnem ukvarjajo tudi veliko slovensko estrado s kakšnimi prsmi, ustnicami in podobno, ampak v javnih zavodih je pa njihovo poslanstvo bistveno bolj resno, na nek način krpajo in lajšajo življenje ljudem po hudih tragedijah, po hudih prometnih nesrečah, za novo leto, ko komu eksplodira pirotehnika, prišijejo ude nazaj in tako naprej. Tako da to so resni problemi dejansko. Ne? In resni težave, ki se bodo pojavile, ker ti ljudje, marsikdo od njih bo pač javno zdravstveno mrežo zapustil. Ne? Te dni smo lahko spremljali celo izjave ministrice za zdravje, ne? Kako pravzaprav niti ne ve, ali bo to kaj zmanjšalo čakalne vrste in hkrati, da ne more vedeti, kam bodo šli zdravniki, ampak če jih ti omejiš, ne, mislim, da je tle pot zelo jasna, sploh tistim recimo boljšim, bolj podjetnim, bolj zaželjenim drugje. Za zdravnike je itak ta vlada že povedala Fidesu, ne, da so v bistvu podaljšek SDS-a in da so njihov razredni sovražnik. Tako da. Stavka tudi še vedno ni potihna. Stavka traja že toliko časa, da mislim, da števec, ki bi to spremljal, ne obstaja več v bistvu. Je že presežen. Ko sva pri števcih, ne, tisti števci, ki so v zadnjem ali pa 2 letih bremenili ljudi, so števci za elektriko, cene so bile drage, ne, v času draginje. Morava še kaj reči o TEŠ 6 in NEK 2, ki sta v bistvu 2 daleč največja infrastrukturna projekta v državi, tudi najdražja. Ni mi všla ta teden izjava Maxa Tajnikarja, mislim, da intervju v Večeru, kjer je postavil tezo, da se deloma tako zelo hiti z zapiranjem TEŠa 6 tudi zato, ker se bo s tem kar za nekaj let vmes povečala, ne, pred gradnjo drugega bloka Krškega, povečala uvozna odvisnost Slovenije od tujine. In kdo je trgovec, ki uvaža tudi elektriko iz tujine? Ja, GEN-I, odkoder je pa naš presvetli cesar. In kamor se verjetno namerava vrniti tudi po teh mandatih, ki jih napoveduje, ki verjetno drugega ne bo. Ne? Pravijo, da ima pisarno tam še vedno prazno in zapečateno in da je edina, ki lahko gre noter, čistilka, ki briše prah. Tako da verjetno res še pride nazaj. Ja, projekt je pa tudi ta drugi blok jedrske elektrarne, ne, ki je pa pravzaprav en najdražjih projektov v Sloveniji. Ne. Zanj se pa tudi precej tepejo oziroma se lobiji kar precej krešajo. Ne. Vidimo premijeja, da je veliko na navdušenje tudi Tine Gabrsta, veliko v Parizu in v Franciji. Pravijo, da ima to še kako opraviti tudi z gradnjo drugega bloka Krškega, ne, da bi bili Francozi zainteresirani kot ponudnik že leta in leta, ne samo pri tej vladi, tudi pri kakšni prejšnji so lobirali Američani in to še vedno počnejo, kolikor vem. Mogoče relativno nov igralec v tej zgodbi so pa še Južni Korejci.
slišim nekako, da jih slovensko gospodarstvo preferira. Kolikor sva pa debatirala o tem, pa vem, da ti precej natančno tudi veš, zakaj bi gospodarstveniki radi Južno Korejo. Dejstvo je, da pač Francozi pravzaprav so nehali graditi in imajo precej težav, ne, pri vzpostavljanju nazaj, tako da bi bila morda Slovenija celo nek testni zajček v tem primeru. Medtem ko so Korejci tisti, ki pravzaprav edini zares poleg Kitajcev trenutno gradijo jedrske elektrarne uspešno, ne, tudi mislim na Poljskem, jih ponujajo oni in v tem kontekstu so nekako najbolj varna opcija za Slovenijo, kot razumem, recimo to pol gospodarstva. Ne. Slišim pa po zadnjih informacijah, ki ravno iz gospodarstva prihajajo, da je nek okvirni razrez tega velikega posla vendarle v ozadju že sklenjen. Kolikor mi je znano, naj bi uradno kot nosilci naročila na koncu vendarle nastopili Američani. Reklo bi se, da v bistvu Sloveniji dobavljajo vso potrebno tehniko za izgradnjo drugega bloka, medtem ko naj bi njihov podizvajalec, torej kot praviš ta, ki dejansko ima konstrukcijsko znanje in to počne na terenu, nastopili Južni Korejci. Tako da očitno neka kupčija, kjer bodo vsi malo zadovoljni ali pa malo nezadovoljni, če rečeva drugače. No in ko so že pri Američanih, vendarle ta teden smo spremljali še eno pomembno soočenje, ki sicer ne bo zdaj prav dolgo, ker se nam čas izteka, ampak... Midva rada govoriva, kako je vsebinsko močna slovenska politika, seveda cinično pravim močna, ker ni. Mislim pa, da v vsebinski plati tega soočenja Trump-Harris govorno priča že to, da so kot zgodovinsko označili rokovanje, se pravi ne izjavo ali pa kakšno programsko točko obeh kandidatov, ampak samo dejstvo, da sta se uspela celo rokovati. Kar se recimo z Bidenom nista, tako da lahko rečemo, da je to morda celo napredek. Je pa zanimivo, da je Trump vendarle nekako preveč živčen in zelo defenziven, medtem ko je Harrisova, sicer povsem prazna, uspela nekako vzpostaviti neko to idejo, da ima neko vizijo mlajše generacije za prihodnost. Trump v tej živčnosti, o kateri govoriš, postaja kar bizaren, govori o priseljencih v Ohaju, ki menda, ubijajo mačke in pse in potem to jejo za kosilo in podobno, tako da gre že res kar daleč. Kolikor pa ujamem te odzive, predvsem preko mednarodnih agencij, ki poročajo o tem, nekako velik del Amerike ne vidi rešitev ne v enem, ne v drugem kandidatu. Preprosto imajo problem, se mi zdi podoben kot v Sloveniji, da se je nek model, kjer sta dejansko dve veliki stranki, ki si nasprotujeta do smrti, izčrpali kadrovski bazen, očitno. In ko sva pri kadrovskem bazenu, Asta Vrečko rada kadruje, ima veliko zaposlitev v tem mandatu, mora pa tudi vrniti nekaj denarja, oziroma se bo denar vrnil, ki ga je nakazala. Je že vrnila denar, Svetlani Makarovič. Greva zdaj malo umetniške vode proti koncu. Ja, kar je sodišče sicer spoznalo, da je izplačilo v nasprotju z zakonom, ministrica je pa to komentirala, sodišče je podalo samo mnenje, torej sodišče je pravzaprav za Asto Vrečko zgolj smernica. Ja, seveda, ker v tej državi sodišča tudi sicer izrekajo samo mnenja, ne pa sodb, izjava ne potrebuje kakšnega dodatnega komentarja. Rekel bi pa nasplošno glede te tematike tako. Bizarno mi je, povsem naravnost povem, da vračaš denar umetniku, ki se je sam pred leti odrekel tej nagradi, absolutno bizarno, in da to počneš samo zato, da zganjaš neko dnevno politično ideologijo. Po drugi strani meni osebno tudi malo ne sede, če sem bolj pogovoren, ko nam, vodja opozicije preko X-a malo sporoča, kaj naj si narod misli, naprimer o Magnifiku ali pa o Svetlani Makarovič. Saj vendarle, kot bi rekli Američani, živimo v svobodni, it's a free country, pa naj posluša kar kdor hoče. In ko smo že pri svobodi in pri umetnosti, lahko poslušamo tudi še kakšno poezijo, pravzaprav smo imeli neko željo, da bi še kakšno pesem in... Tega ne moreva obljubiti vedno in zagotoviti vedno, ampak na nek način rečem, na koncu druge epizode, želeli ste, pa imate, pa še nekaj o komisarski sagi. Se hvali Robert, da z Ursulo sta strašna frenda. Ako pošlje ji vesela v Brusel, von der Leyen noče ga za člana benda. Še več, Golobu pošlje ostro pismo, da ubogi cesar naš je go in boss, ga kar mrzel pot obliva, ko spomni se temnega omrežja, ki stoji za Marto Kos. Zato na vrat na nos predlagajo za komisarko. Kdo ve, si misli, morda pa to na Medijani reši mojo potopljeno barko. Se bo išlo, ali to še en račun je brez krčmarja. In rejtingov ne bo nazaj za Roberta, Marti pa ostane polna torba denarja.
In v poetičnem smislu lahko tudi zaključiva tokratni drugi tedenski safari po Res je, politični poezija savani. vedno paše proti koncu, sicer pa bi se po mojem lahko oba skupaj zahvalila za izjemen odziv na prvo epizodo. Komentarji so bili seveda takšni in drugačni, vseh sva vesela, posebej pa vesela dveh stvari. Kot analitika nama vedno godi, ko zadaneva napoved, da bova zaradi oranžne tudi Golobičeva in sva že bila. Veseli pa tudi, da se oranžna prijema kot oznaka za dejansko dogovor levih in desnih v ozadju, kar sva tudi opazila med komentarji. Ne? Tako da hvala za vsem, ki ste že spremljali, se že naročili, vsem, ki se še niste, imate sedaj priložnost, da kliknete tisti gumb naroči, da ne zamudite naših prihodnjih epizod. Seveda lahko tudi v komentarjih podate svoje mnenje o tem, kar sva debatirala, ne, in še o čem drugem, morda celo kakšnih predlogih, morda se kakšen celo uresniči. Tako je. Se vidimo naslednji petek, ne?